Pozdravljeni, tu Blaž, govoril pa bom o tem, zakaj kapitalizem, kot ga poznamo danes, ni sprejemljiv sistem za človeštvo in posledično za naš svet. Namreč prvo dejstvo, ki ga moramo spoznati in vedeti o kapitalizmu, je to, da v kapitalizmu, če si tega želimo ali ne, so vsa podjetja prisiljena, da je njihov primarni cilj ustvarjanje dobička. Namreč podjetja morajo imeti dobiček, zato da lahko plačujejo delavce, da lahko plačujejo davke, da lahko kupijo nove stroje in tako naprej. Tako da tudi, če imajo pozitivno nulo samo in ne proizvajajo dobička, bojo slej ko prej propadla, ker je pač treba zamenjati opremo in kupiti nove stroje in tako naprej. Torej, ne glede na to, ali si želimo ali ne, v kapitalizmu današnjem je primarni cilj vsakega podjetja ustvarjanje dobička. In dejstvo, posledica tega, ki pač ni sprejemljiva, je ta, da so vsa podjetja prisiljena delati takšne proizvode, takšne izdelke, ki se pokvarijo čim prej, potem ko jim preteče garancijski rok. Kajti, če tega ne bi delale, enostavno ne bi imele dovolj dobička za svoj obstoj. Zato, ker se dvigujejo davki, zato, ker je potrebno nove stroje kupovati, ker se je potrebno kdaj širiti, zato, ker se zaradi inflacije, ker se življenjski stroški kar naprej zvišujejo, ker bankirji ne upravljajo učinkovito tiskanje denarja. In posledično pač imamo proizvode, ki se pokvarijo skoraj takoj potem, ko jim poteče garancijski rok, ali pa kmalu potem, ali pa velikokrat že prej. In seveda to daje ljudem občutek ali vtis, da izdelkov sploh ni mogoče bolje izdelati. Da so izdelki zadovoljive kvalitete, da se boljših ne da narediti in da je pač to. Ampak seveda to ne drži. Imamo v zgodovini veliko takih primerov, o katerih se lahko sami poučite. Recimo, en takšen primer je enostavno žarnica. Recimo v New Yorku še danes, oziroma v Združenih državah nekje še danes, v enem gasilskem domu sveti ta prva žarnica, Edisonova, ki so jo pač začeli proizvajati takrat, prva serija. Ena izmed prvih žarnic. In kako to, da danes še vedno sveti, če pa nam danes že po ne vem kakšnem letu vse žarnice crknejo. Enostavno zato, ker so žarnice bile poneumljene, izdelane tako, da se pokvarijo čim prej potem, ko jim poteče garancijski rok. Včasih smo celo imeli garancijski rok pri nas 3 leta, sedaj pa so, oziroma pred časom nazaj pa so že birokrati, korporativni birokrati dosegli sprejetje zakona, ki predpisuje, da je garancija največ 2-letna. In danes se to celo oglašuje kot nek poseben dosežek, če ima nek izdelek 2 leti garancije. No, veliko jih tudi nima, ima tudi samo 1 leto garancije. In to je pač nesprejemljivo. Zakaj? Zato, ker se posledica tega je, da se proizvaja preveliko število izdelkov, da se potem porabi preveč materiala, da se enostavno troši surovine zemeljske po nepotrebnem, ker se neprestano izdeluje nove izdelke, medtem ko bi lahko enkrat izdelali kvalitetni izdelek in bi nam služil celo življenje. No, drugi primer, recimo iz zgodovine, so najlonske nogavice, ženske recimo. Ta najlonska tkanina, ki so jo izumili znanstveniki v Ameriki, v nekem kemičnem podjetju, mislim, da je bil en poseben dosežek, zato ker je bila ena izmed, oziroma kar najbolj močna tkanina, kar so jo kdajkoli izumili. In jo je bilo, znana je bila potem, da jo je bilo nemogoče pretrgati in strgati. In so jo uporabljali tudi za vrvi, za razne praktične namene. In potem so začeli enostavno te nogavice oziroma najlon uporabljati za to, da so iz njih začeli izdelovati ženske nogavice. In kaj so kmalu ugotovili, vrli Američani, pač da te nogavice držijo ženskam dejansko 50 let, celo življenje. In to seveda ni šlo z logiko kapitalizma,
Zato so najeli posebne znanstvenike samo zato, da so ta najlon retardirali in da so izumili takšen najlon, ki se pač v nekem doglednem za njih času strga. In danes imamo najlonske nogavice, ki jih se malo dotaknemo z nekim nohtom, malo ostrejšim in se že cele razparajo. In kar je absurdno in nesprejemljivo. In seveda edini namen tega je to, da ženske pač kupujejo čim več teh nogavic, da se jim čim prej strgajo in da čim več denarja zapravijo, zato da lahko firma sploh obstoji, ker drugače bi firma propadla. No, in sigurno se najde še veliko teh primerov. Zdaj sem jih pač naštel prva dva, ki se jih spomnim. Lahko se sami izobrazite še o teh stvareh, kako so izdelki dejansko načrtno proizvajani, tako da se pokvarijo čim prej po končanem garancijskem roku. In to je prvi tako ogromen razlog, zakaj kapitalistični sistem, kot ga danes poznamo, ni sprejemljiv. Namreč, kot sem že začel govoriti, posledice takšne proizvodnje so te, da se proizvaja veliko preveč naravnih surovin, porablja, ne proizvaja in porablja, da se porablja preveliko, zelo veliko električne energije, preveč. In kot vemo, imamo danes kar naprej težave s tem, da preveč elektrike porabimo, sploh še Slovenci, smo kao zelo nevarčni. In kot vemo, največji delež temu prispeva industrija. In seveda je logično, da je to tako, ker pač industrija proizvaja ogromne količine vseh možnih izdelkov, samo zato, da se jih čim prej vrže stran in zamenja z novimi, ki se jih bo spet v kratkem vrglo stran. In potem se danes seveda nekaj potem poskuša reciklirati, ampak to ni izvor problema. Seveda je potrebno vse reciklirati in potrebno je delati izdelke tako, da se da celotni izdelek reciklirati, logično, ker je to najboljše za vse, ker se s tem lepo ustvari krog porabe surovin, ker je pač zemlja omejena. Na zemlji ni neomejeno surovin, preko slej jih bo zmanjkalo, in ker bojo vse na smetišču. Torej, zato je treba reciklirati izdelke, ampak to ni tisti ultimativna rešitev, ker problem je v tem, da je že sam sistem proizvajanja izdelkov nesprejemljiv in zlorabljalen do ljudi, do energije, do zemlje, do planeta, do surovin, do vsega, skratka. Torej, to je prvi temeljni nesprejemljivo dejstvo, zaradi katerega pač trenutna oblika kapitalizma ni ustrezna, ni sprejemljiva, in to je to, kar moramo popraviti. Zdaj, za en tak dober predlog, kako to popraviti, predlagam, da si preberete predlog za zagotovljen življenjski dohodek, v katerem je že vse to upoštevano in ki predstavlja nek temelj, iz katerega lahko izhajamo, da ustvarimo sistem, ki bo dejansko najboljši za vse, v katerem se ne bo proizvajalo nepotrebnih smeti, v katerem se ne bo porabljalo preveč energije, v katerem se ne bo zlorabljalo ljudi, v katerem ne bomo stremeli k nekim sebičnim in nerealnim ciljem zgolj ustvarjanja dobička, pri tem pa pozabljali na realno stanje, kjer imamo omejeno resursov na zemlji. In skratka predlagam, da si preberete, bom dal povezavo spodaj v opis. V naslednjem videu pa bom predstavil naslednje dejstvo, zaradi katerega obstoječa oblika kapitalistične družbe, kot jo poznamo, trenutno ni sprejemljiva. Torej, hvala za pozornost in lep pozdrav.